Odhajate danes, odhajate po referendumu. Kaj vam je rekel predsednik, ki je sprejel vaš odstop? S predsednikom sva se pogovorila in dogovorila o dokončnosti mojega odstopa, upoštevaje njegovo željo, pričakovanje, ki je že prej večkrat izrazil, danes ponovil. Včeraj ste videli, se je temu pridružil tudi predsednik republike, da naj se stranke, njihovi voditelji v tem času do referenduma vzdržimo in vzdržijo dejanj, ki bi pravzaprav v to obdobje vnesle dodatna neka opravila, ki niso nujna z vidika prepričevanja ljudi, prezentiranja argumentov, zakaj je pokojninska reforma pomembna. V tem smislu, kot sem že prej povedal, bom tej želji sledil. Moja odločitev o odstopu je dokončna. Predsednik vlade je to vzel na znanje, tudi izrazil zadovoljstvo na tem, da mu ne bo potrebno v prihodnjih tednih se ukvarjati z izbiro novega ministra in to zadevno dopolnitvijo vlade, ampak da bo to delo, ki ga bo počakalo takoj v nadaljevanju. Tako da to je vsebina najinega dogovora in mislim, da je korektno. Torej ste, če prav razumemo, deponirali vaš odstop zagotovo in tudi izstop stranke Desus po referendumu, ne glede na izid. Je to prava interpretacija? Stranko Desus ste omenili. Kar se tiče stranke Zares, stranka bo svoje, bom rekel, odločitve mora voditi v skladu z pravili, ki znotraj nje veljajo. Ta razprava je aktualna že dlje časa, bo vzporedno z vsem tem, kar se bo v prihodnjih tednih dogajalo, se odvijala, tako da to je posebna odločitev in bo tudi sporočena na poseben oziroma primeren način. Kot sem rekel, pomembno je, da sva s predsednikom vlade se sporazumela o dokončnosti mojega odhoda po tem obdobju in, bom rekel, jaz sem pristal na to željo, da torej predsednika vlade v prihodnjih tednih ne obremenim z iskanjem novega ministra. Vmes je nekaj nalog, ki jih je že potrebno postoriti, so pomembne, pri tem mi daje polno podporo in to je tisto, kar smo se danes dogovorili. Ali ste se pogovarjali morda tudi o drugih ministrih? Vi imate, poleg vas imate še 3 ministri. O njih nisva prav posebej izrazito govorila, sva pa sem pa včeraj pravzaprav skupaj z kolegi v stranki imel nekaj sestankov, ministrice so bile prisotne, podpirajo to, kar odločitve, ki so bile sprejete in ki sem jih tudi sam javno predstavljal, se pridržujeta tej naši želji, pravzaprav, da naša dejanja ne vplivajo škodljivo na to, kar se bo dogajalo v času referendumske kampanje, same bodo delovale v tem smislu in seveda v skladu s tem, potem, ko bo to zaključeno, tudi potegnile svoje konsekvence. Tako da, kot rečeno, mislim, da je prav in sem že v torek jasno povedal, naša pobuda je bila dana zelo iskreno in tudi odmerjeno časovno na način, da naj se ali sprejme ali, bom rekel, ne sprejme zelo hitro in da pravzaprav obdobje referendumske kampanje s temi vprašanji ni več obremenjeno. Kot veste, parlament včeraj sprejel odločitev o razpisu referenduma, kampanja se bo v začetku maja pričela in mi smo pravzaprav v tem tednu odprli neko temo in jo zaprli na način, ki je dosleden in bom rekel, pravzaprav sporočal vse tisto, kar je bilo potrebno sporočiti in na drugi strani ohranja obdobje referendumske kampanje odprto za tisto dimenzijo, ki je pomembna, to pa je predvsem predstavljanje argumentov. Torej političnih scenarijev, pretresov recimo v trojčko ni pričakovati več do referenduma, ampak vsi scenariji po referendumu. Kot sem v torek povedal, mi smo dali to pobudo z namenom, da pravzaprav koalicija z neko novo inicijativo intervenira v to situacijo, razbremeni sam referendum tega soodločanja ali pa te utopljenosti v nek odnos do vlade in neko zavrnilno razmerje, ki ga je velik del javnega mnenja do vlade izoblikovalo. Rekli smo že takrat, če ta pobuda ne bo zelo hitro sprejeta, potem jo pač umikamo in
želimo, da se referendumska kampanja torej odvije po najboljših močeh vsakogar, ki bo v njej sodeloval. In vse se dogaja v skladu s tem, pravzaprav dneh, ki so torku sledili, je bilo vse pravzaprav sledilo točno tistemu, kar je bilo takrat rečeno. Se pravi, pod črto kompleten paket odločitev o 3 ministricah in tudi o usodi same stranke po 5. Ministrice bodo v tem času normalno opravljale svoje delo in odločitve bodo formalno prezentirane takrat. Kar se tiče mene, pa je stvar dokončna in z predsednikom vlade usklajena na način, kot je želel on in kot je tudi se izrazil predsednik republike. Kaj pa datum? To je datum. Ne glede na izid referenduma je vaša odločitev dokončna? Tako, absolutno. Moja odločitev je dokončna. Če že sprašujete o datumu, dokončnost moje odločitve je pravzaprav vezana na dan pred referendumom. Kaj pa boste počeli po tem datumu? Vse tisto, kar mi nalagajo obveznosti, veste, da bo moral upravljati tekoče. Predsednik vlade bo moral potem obvestiti o tej odločitvi državni zbor. Od tistega trenutka naprej bom upravljal tekoče posle do izvolitve novega ali do pooblastila nekega drugega ministra ali samega predsednika vlade, da upravlja te posle naprej. Tako da tu so stvari jasne, predpisane za ustavo in zakon in tukaj ni nobene improvizacije. Morda imam še vprašanje, ali bo vaš vstop morda vplival na samo referendumsko kampanjo. Že tako vlada uživa nizko podporo, morda bi zdaj, ko ste že najavili odstop, bo ta podpora morda še nižja. Se lahko to vpliva tudi na izid referenduma. Pa dodam še pod vprašanje. Pravzaprav simbolno dan pred referendumom najbrž tudi v tej smeri, da nekako referendum odvežete, pač, kako se reče. No, jaz sem v preteklosti že potegnil kakšno potezo na tak dan, s tem pa zelo jasno povem, da izid referenduma ali nekih volitev ni razlog, zaradi česar vlečem neko potezo. Sicer pogledajte, kolikor bo to referendum o vladi, je škoda izgubljati besedo, je škoda izgubljati energijo. Ne zato, ker bi si ta vlada po mnenju ljudi zaslužila, da obstane, ampak zato, ker je to tako postransko vprašanje o krucialnih konsekvencah, ki so povezane z zagotovitvijo neke finančne stabilnosti, vzdržnosti slovenskega gospodarstva in javnofinančnega sistema, da to izbledi. In v tem smislu podpora tako mene kot stranke Zares uveljavitvi tega pokojninskega zakona ne bo izostala. Nasprotno, nič ne bo manjša. In kot smo videli pri referendumu v malem delu, včeraj sem bil na eni televiziji in je bilo vprašanje, zdaj pa ne boste več 4 stali v podporo. Ja, zdaj, ko boste pa samo 2 v tem smislu stala zraven, bo pa podpora še pol manjša, vedete, to ne zdrži resne presoje. Zaradi tega ne bo niti eden manj, ki bi bil za pokojninsko reformo, ali bo kakšen več, zato tudi ne bi iz tega sklepal, to ni neposredno povezano. Naša pobuda je bila s tem povezana, ni bila sprejeta, zdaj pač bomo se trudili vsak po svojih močeh razložiti, da gre tukaj res za vprašanje, ki ga je zelo kratkovidno povezovati z usodo te ali one vlade ali koalicije. In morda bomo v tem malenkost prepričljivejši, ker smo dali vedeti, da svoje politične usode, karijere ne vežemo na izid tega referenduma, ne na to posamezno vprašanje. Ste šli za predčasne volitve? Glejte, če boste pogledali, pa priklicali v spomin dokument, ki smo ga januarja predstavili za odpravo blokad, kjer smo naredili analizo številnih blokad, 3 sklope, s katerimi se sooča Slovenija, boste videli, da smo tam noter tudi že v njem in potem tudi v tiskovni konferenci, kjer sem ga predstavil, zelo jasno stališče do tega vprašanja zavzel. Predčasne volitve same po sebi so težko dosegljiv cilj zaradi ureditve, kakršno imamo. To je prvi problem. Torej, vsak posamezen poslanec, poslanka, vi ste videli izjave v zadnjih dnevih, kakšne ozire vse v teh individualnih odločitvah bodo upoštevali, bo tehtal o tem. To je neka odločitev, ki je prepuščena naključju in ne spominja na urejeno parlamentarno demokracijo, kjer so razmerja med vejami oblasti regulirana korektno, uravnoteženo, da ni vse v rokah torej individualnega poslanka in poslance, ampak da so tukaj tudi institucionalne možnosti, da ima predsednik republike, ki ste ga včeraj slišali, da pogreša ta vzvod, da ima neko pristojnost, da ima nek predsednik vlade kot
predstojnih, če tako rečem, samostojne veje oblasti, ne nekega izvršnega sveta, kot je bilo včasih v skupščinskem sistemu in recidive tega imamo še danes, ampak torej vlade možnost to ukrepati, kot so imeli v nekaterih evropskih državah, če ste videli v teh tednih možnost predsedniki vlad v sodelovanju z predsedniki držav ali kralji, kakorkoli že imajo ureditev, intervenirati. Tega pri nas ni. To je pomanjkljivost, to je manjko, na to smo opozorili. Eno je v našem mnenju, v tem smislu tudi pobudo, to pismo, ki ga je predsednik opozicijske SDS v tem tednu naslovil na predsednika vlade in tudi na predsednika državnega zbora kot predsednika ustavne komisije in se s tem pridružil našemu januarskemu predlogu. Dajmo spremeniti ustavo na točki uravnoteženja teh pristojnosti in institucionalnemu omogočenju razpustitve parlamenta in odhodov na predčasne volitve na nek evropsko primerljiv način. To se nam zdi dobra ideja. Vzporedno s tem pa, zato ker blokade, stiske, zagate, vprašanja, ki se vse bolj postavljajo, ali je pravzaprav to razmerje med zakonodajno vejo oblasti, med torej to posredniško demokracijo in neposredno demokracijo, ki se manifestira skozi referendume, ki je pri nas urejena na nek spet evropsko neviden, neobstoječ način, ali je to vzdržno, tudi to je relevantno vprašanje, ki mislim, da se bo pred vsako vlado v prihodnosti postavljalo, če bo hotela reševati nelahke probleme. In mi menimo, da je treba to obdobje v nadaljevanju z vidika parlamenta izkoristiti za zelo intenzivno delo, prvič zato, da se poskuša spremeniti ustavo na točki omogočanja odhoda na predčasne volitve, na, kot sem rekel, na prej opisan način. Drugič, sprejeti spremembe volilnega zakona. Vlada ga je včeraj potrdila, dolgotrajno usklajevanje ministrice Krebsove z vsemi poslanskimi skupinami, z vsemi v državnem zboru je bilo to upravljeno. Obstaja možnost, da bi bil sprejet in to bi bilo zelo dobro, kajti ta sprememba volilnega sistema ne samo sledi odločbi ustavnega sodišča, ampak predvsem povečuje vpliv ljudi na to, kdo sedi v parlamentu in tudi z ukinitvijo okrajev prispeva k temu, da v parlamentu sedijo v večjem obsegu ljudje, ki poleg tega, da poznajo probleme svojega lokalnega okolja, vendarle svojo prepoznavnostjo, sposobnostjo zmorejo razmišljati o problemih, ki so pred državo kot tako. Problemih, s katerimi se mora soočati nacionalni parlament kot nacionalni parlament. Če boste pogledali razprave o državnem proračunu kot ključnem političnem in razvojnem dokumentu neke države, razprave v državnem zboru boste videli, da so omejene na amandmajsko, na izrazito lokalni vidik. Je pomemben, ampak žal se vloga nacionalnih parlamentov nikjer ne izčrpa samo s tem. In to kaže tudi na to potrebo. Torej, sprememba volilnega zakona, če je mogoče priti temu, da bo ljudje imeli preko absolutnega preferenčnega glasu in možnosti večje izbire, vpliv na to, kdo točno sedi in da bodo tisti, ki bodo tam sedeli, imeli večjo kapaciteto razmišljati na ravni nacije, če lahko tako rečem. In drugič, v tem času parlament lahko tudi brez kakršnihkoli zapletov sprejme zakon o nezdružljivosti, ki odpravlja neko drugo anomalijo, torej te podvojitve županske in poslanske funkcije. Če bi ob tem še lahko uredili v ustavi torej možnost nekega urejenega prehoda v predčasne volitve, kjer ima svojo vlogo predsednik države, potem mislim, da bi lahko rekli, da je parlament v tem mandatu odlično opravil svojo nalogo, da je to zgodila se ena zelo pomembna strukturna reforma. Ta nič ne koristi tej vladi ali tej koaliciji. Ampak s tem, ko bi ta vlada in ta koalicija in tudi opozicija to podprla, mislim, da bi naredili zelo veliko za vse prihodne vlade in predvsem za državo Slovenijo in za vse državljanke in državljane. In to je tisto, čemer bom sam v nadaljevanju kot poslanec državnega zbora posvečal svojo primarno pozornost. Samo še to me zanima, po 5. juniju scenarij predčasnih volitev je zelo verjeten. Ena od možnosti je odstop predsednika vlade, tudi včeraj smo slišali predsednika republike o tem govoriti, oziroma vsaj razmislek. Če se to ne zgodi, konstruktivna nezaupnica, z katero bi z novim mandatarjem, s katero bi prišlo do predčasnih volitev za, proti? Mi konstruktivne nezaupnice ne bomo vlagali, ni videti tudi, da bi kdorkoli drugi pravzaprav te. Poglejte, to je tako hipotetično vprašanje, doslej se nihče ni pojavil, ki bi imel to ambicijo. Na nek način ni videti, če lahko tako rečem,
osebe, ki bi bila, da nam rekel možaka, ker morda bo vendarle odrešitev v obliki ženske se v Sloveniji kdaj zgodila, osebe, ki bi bila pripravljena v tej situaciji, v tej politični konstelaciji, ne samo glede na to, kako naravnane so politične stranke, v smislu diskvalifikacije, v smislu onemogočanja, ne pa omogočanja, ne pa reševanja, ampak tudi sistemskih blokad, o katerih govorim, da ni verjeti, da bi se taka oseba z neko realno ambicijo kaj narediti, pojavila. Tako da to je tako hipotetično, da se mi zdi, da je pravzaprav neprimerno se o tem opredeljevati na tak način. Kar se tiče predčasnih volitev, pa je seveda veliko jih, ki se k temu pridušajo in pravijo, to je izhod in tako naprej, ampak opozarjam, da je celo predsednik SDS v svojem pismu pripoznal, da je to tvegano in da je veliko proizvodne CO2, če lahko rečem, in veliko govorjenja v zvezi s tem, da pa on sam je imel, bom rekel, kljub dogovoru z dr. Drnovškom leta 2000 izkušnjo, kot tudi njegovi poslanci niso zdržali tiste zadnje, bom rekel, vožnje skozi zadnji ovinek, skozi katerega si odvzameš in skrajšaš mandat, tako da se zaveda, da bi bila ustavna sprememba potrebna. In odločitev o tem bo pravzaprav preizkusni kamen vse te deklarirane privrženosti odhodov na predčasne volitve. Tisto, kar bi bilo slabo, je, da bi imeli po 5. juniju v Sloveniji nek kaos. Naša pobuda je merila ravno na to, da se to prepreči že vnaprej. Tudi poveča možnost uspeha na referendumu, ampak tudi preprečiti ta kaos, ki lahko nastane. Po tem referendumu, ko ideje konstruktivne, ko osebe, ki je bila pripravljena iti skozi to preizkušnjo, ne bo, in ko bo pravzaprav vse skupaj predvržemo nekemu popolnoma netransparentnemu špekuliranju, kalkuliranju posameznikov v državnem zboru, kaj se njim osebno splača. To ni vzdržno stanje in to bo zelo slabo, če bo do tega prišlo. In resnica vseh teh retoričnih bravur v teh dneh predčasnih volitev, pa jih daje Karel Erjavec ali kdorkoli drug, bo se pokazala skozi pripravljenost narediti tiste odločilne, resne, temeljite, evropsko primerljive ustavne spremembe za to, da lahko do predčasnih volitev se pride mimo tega spleta na ključi in, bom rekel, osebnih kalkulacij. Pa ne bi potem prišli do sistema kot je italijanski? Glede, spet, to je strokovno vprašanje, ni zahtevno vprašanje, ne rabimo tople vode odkrivati. Evropa ima odgovor na to. Videli smo v zadnjih tednih, kako so v evropskih državah, ki so se znašle v blokadi, v zagati, kako so razrešili ta problem. Govorimo o Irski, govorimo o Portugalski. Recimo, ne bi se želeli primerjati s temi državami, ampak dlje, ko si bomo zatiskali očmi, da je potrebno spremeniti nekaj, ne samo v naravnanosti politike, ampak tudi v tem sistemskem, ustavno-pravnem smislu. Bolj se nam približuje nevarnost, da bomo pravzaprav onemogočili normalno razreševanje konfliktnih situacij, ki je naravno stanje demokracije. Ni pa naravno stanje, če ne vidiš, da moraš predvideti izhode iz tega stanja. Premier je pred dnevi še nekako dopuščal možnost tudi manjšinske vlade, ki bi speljala mandat do konca. Vi vidite v tem še kakšno dodano vrednost? Jaz mislim, da ta hip to ni neka opcija, o kateri bi kdorkoli realno razmišljal, do ali neke rekonstrukcije vlade, koalicije ali predčasnih volitev v nekem možnem scenariju. Jaz bi rad, da bi bil to na urejen način, kot sem ga prej omenil. To vse so bolj verjetne možnosti. Tako da jaz mislim, da tudi sam in skozi najin razgovor je očitno pravzaprav se želi v resnici v prihodnem dobrem mesecu dni ukvarjati izključno z enim vprašanjem, to je kako omogočiti, da se prihodne vlade in predvsem Slovenija ne znajde v situaciji, ko bi pravzaprav ne mogla nekih trendov ustaviti, ampak bi se znašla v eni spirali padanja, iz katere bo zelo težko potem spet se ponovno dvigniti. Včeraj je bil razočaran na nek način, ker je pod novinarjev izvedel za vašo namero, da danes to razčistila? Ni natančno vedel, kaj je pravzaprav, kakšna je moja odločitev. Jaz sem bil zelo jasen že v torek, glede tega, da ta naša pobuda ima neko svojo pozitivno vsebino. Želimo, da je hitro ali sprejeta ali zavrnjena, zato da se z njo ne bi več ukvarjali, da pa v primeru zavrnitve bomo vsak osebno in kot
člani koalicije razmislili o tem, kako naprej. Tako da jaz sem zelo jasno že v torek povedal, morda je takšna poteza v slovenski politiki redka, da nekdo naredi to, o čemer je govoril, ampak kot sem včeraj rekel, zase nisem ob tem, ko sem predlagal, da se omahnemo kot vsi trije, kot predsedniki koalicijskih strank iz vlade, predvidel nobenega izgovora, v smislu, ker nista druga dva, pa jaz ne bom, zame je bila vnaprej to popolnoma jasna stvar in danes smo se zelo odkrito vsem pogovorila in se strinjala, oziroma je izrazil zadovoljstvo s tem, da kot sem že včeraj tudi jasno povedal, želim pri svoji odločitvi upoštevati tako njegova pričakovanja, jasne in javne želje, kot tudi tisto, kar je izrazil predsednik republike. Ali bi moral po vašem 6. junija predsednik vlade odstopiti ne glede na izid referenduma in omogočiti isto predčasne volitve? V zvezi z njegovim odstopom sem vse povedal v torek. In zame je to zaključena zgodba. On se je odločil drugače, kot sem rekel, nikakor mu ne bi želel v zvezi s tem ničesar očitati. Odločitev v nobenem primeru ne bi bila lahka za nikogar, ne samo zanj. In kot ste opazili, jaz sem v vseh svojih izjavah doslej in bom tudi poslej z primerno spoštljivostjo govoril o njem kot človeku, ki mislim, da predano opravlja svoje delo in z najboljšimi nameni, kljub temu, da se o nemalem številu stvari nisva strinjala in se tudi v prihodnje verjetno ne bova. Tudi o njegovi stranki nisem, bom rekel, uporabljal nobenih izrazov za razliko od tega, česar sem bil potem deležen sam in stranka zares z njihove strani, ampak je pač to znamenje neke frustracije, ki jo na različne načine ljudje manifestirajo in govori bolj o njih kot o drugih. Ampak, kot sem rekel, ta zgodba je končana. Mislim, da je potrebno v resnici vsa ta sporočila, tako naše sporočilo kot sporočilo predsednika vlade in predsednika republike vzeti dobesedno in razbremeniti diskusijo o resnično pomembnih vprašanjih prihodnega razvoja in vzdržnega obstoja Slovenije, razbremeniti špekulacijo o tem ali onem politiku, tej ali oni vladi ali koaliciji. Jaz mislim, da je po vsem, kar se je zgodilo v zadnjem tednu, vsem jasno, da to ni tema, ki bi bila kakorkoli pomembna za to državo in pravi, da se v skladu s tem obnašamo, zato tudi sam nimam drugega odgovora kot to na vaše vprašanje. Ali imate naslednika že v bistvu? Naslednika? Ministrsko funkcijo? To je naloga mandatarja. Ga ne boste sami predlagali? Ja, niti slučajno, kaj pa pada na pamet, ne tukaj pa. Tukaj so pa stvari popolnoma jasne. Še en komentar po raziskavi Vox Pop še pada podpora pokojninski reformi. Poglejte, jaz mislim, da se prava razprava, ki bo razbremenjena te politične konotacije, je šele pred nami. Po teh praznikih, po tem političnih intervencijah, s katerimi se je poskušali narediti. Mi smo imeli svoj namen, konstruktiven, Desus ima drugega, pred znakom sam ne bom dajal. Mislim, da se bodo stvari zdaj umirile in da lahko pričakujemo v nadaljevanju bolj stvarno razpravo, v kateri se bo ne slišalo samo na eni strani vlade in tistih, ki iz političnih in zelo kratkovitnih razlogov razpredujejo uveljavitvi novega pokojninskega zakona, ampak tudi glas mnogih strokovnjakov, ljudi, ki uglednih javnomnenjskih voditeljev, ki so se o tem že izrekali, tudi naprimer močnih civilno-družbenih organizacij. Mimogrede, v Sloveniji obstaja najmočnejša civilno-družbena organizacija, ki vključuje bistveno več upokojencev, članov, kot katerakoli stranka ali kot vse stranke skupaj. Imenuje se Zveza društev upokojencev in ta podpira uveljavitev tega pokojninskega zakona. Tako da, če bomo omogočili, da bodo vsi te prišli do besede, da bodo se slišali njihovi argumenti, njihova tehtanja in če to ne bo več obremenjeno z vprašanjem, tem kratkovidnim in deplasiranim vprašanjem tega onega politika ali te one vlade, se zna ta trend obrniti. Jaz upam na to, zato si bom prizadeval in zato tudi pravzaprav z današnjim dnem zaključujemo to debato. Jaz sem nek pospešek ta teden temu dal, zato da bo stvar na tak ali drugačen način, ta politična dimenzija zaključena, preden se vstopi v kampanjo, ki bo, kot sem rekel, odločilna za vse nas v nekem temeljnem smislu, ne pa političnem. Se pravi, celo bomo imeli praznike.
Ja, jaz bi vam privoščil, upam, da boste imeli, no. Saj jaz se bom trudil, da bom nič zakuhal. Ja, naslednjega sreča. God bless you. Dobro. Pa še primerno je na današnji dan.